povedal ničesar novega, kar sem že nekajkrat povedal. Danes sicer opravljamo prvo analizo rezultatov, bom rekel tako uradno analizo rezultatov na izvršilnem odboru, kjer ugotavljamo, kaj smo storili prav, kar smo storili narobe. V vsakem primeru smo z rezultati zadovoljni. Slovenska ljudska stranka je edina parlamentarna politična stranka, ki je izboljšala rezultat v primerjavi z prejšnjimi volitvami. Na to smo ponosni, še posebej glede na to, da se je zgodil cunami in pri cunamiju so ponavadi tudi grozljive žrtve in tokrat so bile. Tako da, to je, kar se tiče rezultata. Sicer pa jaz vem, da vas veliko bolj zanima nadaljni koraki, nadaljni postopki, predvsem prihodnost povezana z koalicijo, opozicijo in tako naprej. Jaz še vedno trdim, da za Slovensko ljudsko stranko ni praktično nobenih možnosti, da bi vstopila v to koalicijo. Gre predvsem za vsebinska razhajanja na področju, to, kar sem že nekajkrat omenil, dviga DDV, s katerim se stranke ne strinjamo. Na področju zadolževanja, kot veste, je v našem delovnem načrtu bil predviden ustavni zakon z omejitvijo zadolževanja. To, kar nenazadnje predlaga tudi Merklova. In nenazadnje ne strinjamo se z obravnavanjem ali pa razlago davčnih oaz, kot se temu tako reče. Jaz se ne morem strinjati s tem, da je to sicer nekaj Torej, strinjam se s tem, da je to sicer nekaj zakonitega. Mislim pa, da se mora država z vsemi sredstvi boriti proti temu, da bodo nekateri privilegiranci upravljali te zgodbe preko davčnih utaj, mi vsi ostali pa bomo izpadli kot neki neumneži, da davke plačujemo v svoje države, tam, kjer upravljamo zdravstvene storitve, šolstvo, uporabljamo ceste in tako naprej. Jaz se s tem preprosto ne morem strinjati. Hkrati pa lahko povem, da odhajam v ponedeljek ob 9. na magistrat, torej k najverjetnejšemu mandatarju, da mu povem stališče Slovenske ljudske stranke in mu, ne bom rekel obljubim, ampak zagotovim, da bo drža, ki jo je stranka imela v preteklem mandatu, torej konstruktivna drža tudi v tem mandatu, da bomo vsekakor sodelovali in to konstruktivno pri vseh teh ključnih projektih, o katerih govori tudi sam gospod Janković, govorimo o interventnem zakonu, o pokojninski reformi, zdravstveni reformi in najbrž se bo še tekom mandata marsikaj pojavil, zato ker se kot stranka zavedamo svoje odgovornosti. Je že res, da je v tem trenutku ključna odgovornost na tistih strankah, ki so seveda dobile najboljše rezultate, torej pri največjih strankah. Zagotovo pa v Slovenski ljudski stranki ne bežimo pred svojo odgovornostjo, ki je sicer bistveno manjša, ampak jaz sem garantiral sam pred volilnem boju, da bomo to svojo odgovornost v tem državnem zboru, v tem mandatu prevzeli in konstruktivno delovali za to, da bomo izzive, ki so pred nami, seveda lažje rešili, če temu tako rečem, in hkrati tudi preprečili grški scenarij. Nazadnje ste v torek, če ne motim, rekli, da v tem trenutku ni nobene možnosti, da bi vstopili v koalicijo. Če vas danes prav razumem, da danes naprej ni sploh nobenih možnosti. Praktično ni nobene možnosti, da bi vstopili v to koalicijo. Kaj pa scenarij, ki se je pojavil glede skupinskega vstopa, se pravi vaše stranke, Virantove liste in SD-ja? Ne spreminja ničesar. Torej, to je naše stališče, zdaj ne glede na to. Jaz ne vem, kaj boste storila gospod Pahor, kaj bo storil gospod Virant, kar se Slovenske ljudske stranke tiče, je to stališče to, ki sem vam povedal. To je torej košarica in Jankoviću in Virantu in Pahorju? Košarica. No. Jaz sem rekel, da bomo v vsakem primeru sodelovali in vi se boste spomnili, da sem tudi na Zboru za Republiko
povedal nekaj ključnih stavkov povezanih s tem, da ne glede na to, kakšna koalicija bo, da bo to premalo. In da bo potreben ta lok tudi čez opozicijo in mi bomo tudi zagotovo tisti, ki bomo pomagali, če temu lahko tako rečemo. Torej, v ponedeljek so še neformalni pogovori. Kaj pa potem, ko bo Janković uradno mandatar, če vas bo povabil na pogovore, boste še vedno šli? Takrat bodo že pogovori uradno, naprimer za vstop v koalicijo, ali boste rekli, mi ne nameravamo iti v koalicijo tudi na pogovore? Časi so taki, da se moramo pogovarjati vsi o vsem, predvsem pa o rešitvah. In mi se bomo pogovarjali, ker se moramo pogovarjati, to je naša dolžnost. Ali je strankarsko stališče okoli vstopa v koalicijo enotno ali so kakšne delitve, da bi kdo šel, kdo ne bi šel? Glejte, v vsaki stranki so različna razmišljanja, ampak vam lahko povem, da smo skoraj eno. Kakšne pa vaše osebno? Sem vam ga povedal. Je kakšna stvar, ki bi vas lahko prepričala v to, da bi vendarle spremenili to stališče? Kaj bi vam morali v bistvu ponuditi za zameno? Glejte, ne gre za trgovanje, ne moremo pri takih primerih trgovati in mi ne mislimo trgovati. Mi hočemo pomagati in to bomo delali v opoziciji. Za vas pa Magistrat ni sporna lokacija. Mislim, z veseljem bom šel tja. Še nisem bil. Da tudi to vidim enkrat blizu. Ena redkih občin, ne? Ja, to še res nisem bil. Da bom videl županovo pisarno, če me bo sprejel v pisarni. Zdaj ne bom šel sam, nas bo šlo več. Še kaj? To. Sem bil jasen? Ja. Odlično. Hvala lepa.